Pozdravljeni v novi oddaji Ambienti. Prejšnjič smo se bolj posvetili mladim družinam in njihovim prvim gnezdom. Tokrat pa nas bo zanimalo, kakšna bivališča si spletamo v življenjskem obdobju, ki prinese zlate izkušnje in srebrne lase. Se nam pogled na bivalni slog z leti izčisti? Znamo bolje oceniti, kaj bomo zares potrebovali in predvsem česa ne? In ali si v zrelejših letih, ko lahko damo pričakovanja in potrebe drugih na stran, upamo privoščiti celo več drznosti pri oblikovanju doma? Zelo zanimiv odgovor nam daje današnji prvi prispevek, s katerim gremo na Kras in kjer so bile več kot očitno na delu bogate izkušnje. Lahko bi rekli, da smo vsi, ki soustvarjamo oddajo Ambienti, tudi ljubitelji lepega. Obiskovanje izjemnih hiš, stanovanj in vrtov nas spodbuja, da tudi svoje domove skušamo napraviti lepše in skladnejše. In kakšni so naši domovi? Je Kovačeva kobila bolj bosa ali lepo podkovana? Presodite sami. Danes imamo res lepo priložnost spoznati domovanje našega sodelavca Staneta Sušnika, ki v oddaji predstavlja predvsem vrtove. Kupiti staro kraško hišo in jo obnoviti so sanje marsikoga, ampak le redko kdo svoje sanje uresniči na tako posrečen način, kakor sta to storila Stane in Mojca. Obnova stare hiše, zgrajene v nekem povsem drugem času, lastnika postavi pred vprašanje, naj objekt z obnovo vrnem v prvotno stanje ali pa ga prilagodim sedanjosti. Zahteve in pričakovanja o udobnosti, funkcionalnosti in varnosti so se od 20. do 21. stoletja bistveno spremenile, zato popolna vrnitev v preteklost ni mogoča. Lahko pa obnova ohrani nekatere značilnosti lokalnega stavbarstva in trajnostne rešitve in objektu nadene sodobno podobo. Stane, dej povej nam tole. V Ljubljani sta imela z Mojco lepo hišo, stilsko čisto drugačno. In kako sta potem prišla na idejo, da se želita preseliti semle na Kras? Zakaj ravno Kras, zakaj takle nov slog? Mojca je rekla, jaz bom upokojila, jaz bom imela več časa, jaz bi rada malo kmetovala in to tam ni bilo izvedljivo, čeprav na obrobju Ljubljane, sva pomislila na Kras. In potem razmeroma hitro, brez nekega dolgega iskanja, sva prišla do te lokacije. Značilnost tipične kraške hiše je tole ograjeno dvorišče Borjač, kjer zdajle sediva. V kakšnem stanju ste dobili tale Borjač? Je bilo precej drugače, ne? Tamle tale zid ni bil popoln zid, ampak je bil pač taka železna mreža, da se je videlo na tole Vaško ulico. Tamle, kjer je zdaj tistale naša lopa za orodje, je bila pravzaprav neka garaža, taka dolgočasna, precej drugače, ne? Midva so nekako razmišljala, da bi ozelenila, ker so nama pametni stari ljudje rekli, da tukaj je poleti vroče. Tako da, ko stopiš na najen Borjač, je tako, so rekli, kakšnikrat v kakšno malo oazo, ne? In midva nisva pristaša nekih močnih barv, ampak sva zadovoljna z vsemi temi odtenki zelene. Vmes je kakšna bela pika, kot cvetijo hortenzije, ali pa kakšna neka bela vrtnica, ali pa kaj takega. In seveda za senco en čudovit latnik z grozdjem, s trto, ki daje baje najboljšo senco, ne? Presadila sva nekaj starih trt in so uspešno se prijele. Potrebuješ senco poleti tukaj, ni debate, ne? Ni lepšega, kot mogoče celo zvečer, ko ne rabiš sence, ampak tam je eno tako zavetje in gledaš po temole ne prav velikem Borjaču, ampak za naju dovolj velikem. Hiše na Krasu so imele vselej majhna okna, torej so bili prostori precej temni. Mojca in Stane Sušnik pa sta želela odpreti pot svetlobi. Ker pa so hiše v osrčju vasi pod spomeniškim varstvom, so skupaj z arhitektko poiskali kompromisno rešitev. Tukaj v tem notranjem delu hiše, ki gleda na Borjač, smo nekako želeli čim več svetlobe. In to smo si privoščila tako spodaj kot zgoraj, zato ker kaj lepšega kot v nekem podnebju, kjer je razmeroma zelo malo oblačnosti, kjer je veliko število sončnih ur, naj to vstopi v naš dom. Stane, zbrala sta hišo, ki je bila res potrebna temeljite obnove. Zdajle sediva v jedilnici in kuhinji, čudovit prostor, ki je imel pa prej čisto eno drugo funkcijo. Ja, ko smo prvič vstopila v tale prostor, ki je bil mogoče za odtenek manjši, je dišalo po kozi. Pač pokojni lastnik je imel eno kozo,
Tisti, ki je hišo podedoval od njega, je obljubil, da bo skrbel za njo, dokler bo pač živa. In tistega vonja nekako ne moreš zgrešiti. Tukaj ni bilo stropa zidanega, ampak so bile deske, ker vzgor je bila shramba za seno. In mi da so potem ob pogovoru z arhitektko izrazila željo, da imava rada visoke strope, ker dobiš popolnoma drugačen vtis prostora. Mi smo to hišo obnavljali z predpogojem, da ostajajo stvari na svojih mestih. Okna so taka, kot so, gabariti so enaki, streha je enakega naklona, sleme je tam, kjer je bilo. V hladnem delu leta hišo ogreva talno gretje. V prostorni jedilnici, združeni s kuhinjo, pa pogled pritegne odprto ognjišče, sodobna različica starega kraškega ognjišča. Ogenj imava rada, tudi v prejšnji hiši smo imela odprt kamin, kot bi rekli temu, niti ne rečeva kamin, ampak je kar odprto ognjišče. Seveda se navezuje na kraško tradicijo, kjer se je to od nekdaj imelo. Ogenj je magnet. In jaz pogosto namesto, da bi delal zgoraj, kjer je neka delovna knjižnica ali karkoli, raje tlele sedim, imam tale lep razgled tudi po zimi na ta borež in tamle kuram ogenj, vsake 10-15 minut ostanem, pa tamle nekaj pobrskam, pa kaj naložim. In je fajn. Zakonca Sušnik sta pred začetkom prenove hiše dobro razmislila o svojem načinu življenja na Krasu. Vedela sta, da bosta veliko časa preživljala na prostem. Mojca na zelenjavnem vrtu, Stane na pašnikih. Zato sta želela imeti kar se da preprosto notranjo ureditev hiše, saj bosta v njej preživljala manjši del dneva. Za pomoč sta prosila arhitektko Anino Logar iz Ljubljane. To je najina prijateljica, ki je poklicna arhitektka in je pravzaprav že pomagala, da je bila prejšnja hiša tako lepa, kot se nama je zdelo, da je. Potem sva želela, da ona naredi tudi to hišo. In ona je bila potem tudi ključna pri vsej notranji opremi, pri izboru barv, tudi pri svetovanju, kateri izvajalci naj pridejo zraven. In potem pridemo v zgornji prostor, ki je nekakšno središče hiše. Hkrati pisarna, hkrati počivalnica, televizija, nek družabni in hkrati intimni prostor, v katerem, po mojem mnenju, najprej zagleda človek tisto ostrešje. Ostrešje dominira nad tabo. Pač rekli smo, naj bo odprto, seveda je nova streha, novo ostrešje z starimi planeti, tako da streha je narejena po sodobnih standardih, ampak še vedno vidiš te planete, kot bi jih videl tudi v drugih kraških hišah. Kamnita stena, takoj potegne pogled nase. Ja, je tako, bi rekel, je kraško, ampak po drugi strani je pa spet nekaj modernega. Se mislim, da če bi hotel v enem stavku reči, kaj je bistvenega pri tej hiši. Ta hiša je kraška, ampak je v 21. stoletju. Tudi pri izboru barv sta bila zelo asketska oziroma zelo fina. Moja žena pogosto reče, kadar pride kdo prvič na obisk, da je ona želela hišo, ki bi bila kot samostan. To se pravi, čim manj stvari, najnujnejše, gladko, čim manj stvari, ki te silijo k pospravljanju, vzdrževanju in temu. In si seveda podobno skromen in asketski tudi pri barvah. Bele se ne naveličava, naravna barva lesa je vedno prijazna, večina pohištva, kolikor ga je sploh delanega, po meri je iz masive, iz hrasta, naoljenega. In potem smo pri eni temno-sivi, ki pravzaprav, kot se je pozneje izkazalo, je barva, kakršen je značilna tudi za kamen, ki se je včasih bolj množično kopal prav tukaj v Gabrovici. Tak temen apnenec. Torej, govorimo o tej temno-sivi, ki jo vidiš tudi zunaj na teh pločevinastih oblogah, ki imajo neko funkcijo, da povežejo to, bi rekel, stavbno pohištvo. Stane Sušnik je že omenil, da preživi večino časa na pašnikih. Skrbi za čredo oslov, ki se celo leto pasejo na kraških gmajnah. Pač pred kakšnimi 10 leti ali kaj takega sva po nekem naključju sem jaz prišel zaradi svojih službenih obveznosti na neko posest, kjer so imeli precej oslov, pa tudi ovce. In tam sem spoznal, da so to ene take zelo prijazne, posebne živali, ki te pomirajo, na katere se lahko lepo navežeš. So nezahtevne, nezapletene, seveda je vsaka svoj značaj. In sva potem rekla, kaj pa, če bi na Krasu redila osle. Ampak potem, ko si dlje časa z njimi, so vsi navdušeni zaradi njihove prijaznosti, mirnosti, značajnosti, radovednosti. Stane, tukaj sta si uredila eno pravlično bivališče. Zdaj mi pa povej, slišal sem, da pa že se ozirata po novi lokaciji. Čemu pa to?
Imava neki izziv, imava neko vizijo, vse mislim, da ne bo šla prav daleč, še vedno želiva ostati na Krasu, ker ima toliko prednosti, tako sva se navezala na en, da ne bi šla daleč, ampak verjetno bo šla. Čeprav kraška hiša predstavlja tretji skupni dom Mojce in Staneta Sušnika, očitno ne bo zadnji. Izzivi so za njiju vselej dobrodošli. V nadaljevanju vam pokažemo prav poseben vrt. Vrt rekreacije in druženja ob domu upokojencev ter harmonično prenovljeno stanovanje za starejši par. Pozdravljeni spet v oddaji Ambienti. Okolico prav posebnega doma v osrednjem delu Slovenije so pred nekaj leti preuredili v slikovit in razgiban park. Prijetno vzdušje na prostem jih je spodbudilo, da so stopili še korak dlje in na nekoč neobljudenem delu stavbe pričarali barvno ubrano zgodbo, ki vabi, druži in pomirja. Ravne strehe, ki so v sodobni arhitekturi čedalje pogostejše, ponujajo tudi zanimivo priložnost, da jih ozelenimo ali na njih celo uredimo strešni vrt. Lep primer slednjega smo našli v domu starejših občanov v Grosuplju. Gospa Gašparovič, kako ste v domu starejših občanov Grosuplje prišli do lepe, prijetne zunanjosti? Ja, ni bilo enostavno in trajalo je kar nekaj časa. Kot veste, je stara hiša 34 let in pred 10 leti smo jo začeli obnavljati. Najprej seveda notranje, bivalne in skupne prostore. Leta 2010 smo dogradili manjši prizidek z 30 posteljami in omogočili našim stanovalcem, da živijo samo v eno- in dvoposteljnih sobah. Tudi povprečna starost naših stanovalcev se je iz 80 let povečala na 84 let in zato smo dali poudarek večji gibljivosti in pa mobilnosti stanovalcev, ki seveda njim povečuje kvaliteto bivanja pri nas. Zato smo se potem, ko smo notranjo prenovo zaključili, obrnili na urejanje okolice. Pred urejanjem strešnega vrta je bilo treba poskrbeti za primeren dostop do strešne površine. Sledila je hidroizolacija betonske plošče, da je ta postala vodotesna. Zatem so na vrh nasuli tampon, površino utrdili in nanjo umestili brušene betonske plošče. Otočke med ploščami so zapolnili s 30 cm substrata za strešne zasaditve, ki vsebuje vulkansko kamnino. In Tomaž, katere materiale ter rastline ste uporabili tukaj na strešnem vrtu doma starejših občanov Grosuplje? Lahko bi rekel, da sem uporabil kar drzno kombinacijo materialov. Prevladujejo korten, se pravi sdirno železo in lonci. Uporabil sem lesji roko, tropski lesji roko za tele klopi. Uporabil sem kamen lomljenec za pokrivanje tal in aranžiranje okoli rastlin. Sem pa seveda pazil, da je vse barvno usklajeno. Nemčija je znana tudi kot dežela, kjer imajo največ zelenih streh in strešnih vrtov. Vsako leto jih tam nastane za več kot 1000 nogometnih igrišč. In zdaj me zanima, kakšne so prednosti ozelenjene strehe oziroma strešnega vrta in kam to sploh sodi? Prvensko zelene strehe sodijo v urbane predele, kajti tam je za nasplošno pomanjkanje zelenih površin. Prednosti so pa predvsem, bi rekel, ekološke. Zelene strehe so izolator, zelene strehe tudi zadržujejo padavine. Kajti to danes postaja velik problem ob teh močnih nalivih, ko se kar naenkrat usuje in so vse padavine kar naenkrat v otokih. Zelene strehe prenesejo zelenje v urbane predele, kar je blagodejno za psihofizično počutje človeka, ponuja pa tudi življenjski prostor živalim, pticam, žuželkam. Uporabljamo predvsem rastline, ki so odporne na ekstremne vremenske pogoje, se pravi veter, sonce, mraz. Med te rastline bi jaz predvsem priporočil okrasne iglavce, bore. Vsekakor je pa priporočljivo, da imajo zelene strehe zalivalni sistem. Sprva so bili pred stavbo le star sadovnjak in 4 klopi.
Stanovalci so enostavno potrebovali več prostora za prijetno druženje in srečanje z obiskovalci na prostem. Bolj mobilni stanovalci preprosto nimajo varnih pohodnih poti, kajti dovozne poti za njih niso bile varne. No, z gospodom Bavdežem sva potem načrtovala spremembo avenije, torej vhoda v dom, in pa del sadovnjaka smo načrtovali spremeniti v park. Značilnost tega parka pa sta dve pohodni poti, to se pravi Krpanova in Krjavlova. Ena ima 130 metrov, ena ima 200 metrov. In pa središčni del peščene ploščadi, kjer pa dejansko vsako jutro telovadijo naši občani iz šole zdravja in nas s tem spodbujajo k večji aktivnosti okrog doma. Zadnji vrt je pa bolj zaprtega tipa, bolj umirjen, namenjen je pa stanovalcem, ki imajo težave z spominom in orientacijo. Vendar pa je toliko velik in prostran, da omogoča tudi druženje večjemu številu stanovalcev s svojci in s prostovoljci. Pri urejanju prostorov je ena najtežjih odločitev izbira barv. Primerna barvna paleta lahko dramatično izboljša videz našega doma. Ob zgrešenih odločitvah pa povzroči druge vrste dramo. Na primeru harmonično opremljenega stanovanja razkrivamo nekaj trikov, ki vam bodo v pomoč pri sestavljanju barvnih kombinacij. Kateri so elementi za res lepega interiera? Osnova je zagotovo kvalitetna arhitektura, potem sledi izbrano pohištvo in dodatki za dom, nepogrešljivi pa sta seveda osvetlitev in izbrana barvna lestvica. Oglejmo si torej starejše meščansko stanovanje, ki je v harmonični barvni paleti zaživelo za par v najlepših letih. Opremila pa ga je gospa Marjetka Pajk. Marjetka, pozdravljeni. Mogoče začneva kar pri prvem vprašanju, ki bi izgledalo nekako takole. Kakšno je bilo stanovanje, ko ste si ga vi prišli prvič ogledati? Stanovanje, staromeščansko stanovanje je bilo kar načeto, tako da že v prvem ogledu sem vedela, da bo potrebno večje prenove. V hipu sem se odločila, da bo v stanovanju ostal parket in vrata. Vedela sem pa tudi, da bo potrebno v celoti prenoviti kopalnico in WC. Vsi ostali prostori pa so ostali v bistvu imajo tako namembnost, kot so imeli predhodno. Če se dotakneva zdaj še prenove, je bilo potrebno recimo rušiti sten ali kaj podobnega, oziroma kaj je bilo potrebno narediti na novo v tem stanovanju? Sten nismo rušili, sva pa z arhitektko Meto Jauh pripravili malo drugačen tloris in zato smo prestavili vrata, in sicer ena na novo vodi v kabinet, ena smo pa zazidali, na račun tega smo povečali kopalnico. Se pravi, kopalnica je ena tistih stvari, ki je bila narejena popolnoma na novo, tudi inštalacija menda, ne? Tako, ja. Tako v WC-ju kot v kopalnici je bilo kompletno vse prenovljeno. Je pa tudi na novo, na račun pralnega stroja, ki je bil v kopalnici, so bile dodatno narejene še tudi nove inštalacije in priključki vodovodni v shrambi, kjer se zdaj nahaja pralni stroj. Tako je kopalnica bolj zadihala. Kolikšna pa je bila okvirna cena celotne prenove tega stanovanja? Celotna prenova je stala okoli, mislim, da med 25 in 27 tisoč evri. To je všteto seveda prenova, barvanje sten, kopalnice, pohištvo, svetila nova, tekstilne izdelki, se pravi zavese, preproge. Kombinirali smo vse cenovne razrede in prišli do odlične zgodbe. Če greva recimo zdaj mogoče kar po prostorih, po vsakega posebej opiševa. No, ko stopimo v predsobo, začutimo, da smo vstopili v meščansko stanovanje, saj je strop visok 3,20 m in že to narekuje poseben stil opreme, a ne, si lahko mogoče privoščimo malo več. Iz predsobe se stopi v dnevno sobo in spalnico skozi stara vrata, ki smo jih tudi ohranili. Drugi del stanovanja pa nas pripelje v kuhinjo in pa v manjši kabinet, ki služi za morebitne obiske,
ki pridejo k paru za dan, dva. Posebnost tega stanovanja pa je tudi zelo načrtno izbrana barvna lestvica. Zakaj ste se odločili za to kombinacijo oziroma je mogoče prav ta barvna paleta Slovencem posebej všeč, je to neka taka kombinacija? Ta barvna kombinacija je bila skrbno izbrana, res skrbno izbrana, ampak je pa kombinacija barv bež, bela in svetlo siva tista, ki Slovencem običajno najbolj všeč. Vendar siva in bež barva lahko hitro postaneta tudi dolgočasni, zato sem umestila kot nek bolj živahen element rose gold barvo, ki to pomeni ta rožnato zlata barva, ki je leto zelo moderna, je pa tudi večno, zlato vemo, da je večno in s tem dodatkom, ta dodatek je praktično opažen v vseh prostorih. V spalnici je bilo res uporabljeno kar nekaj dekorativnih učinkov, malo drugačnih. S tem sem želela spraviti v podrejen položaj pohištvo, ki sem ga nekako, ne bom rekla prisiljena bila obdržati, ampak smo se odločili, ker je bilo lepo ohranjeno in ga je bilo škoda zavreči. Sem pa zato s poudarkom tapet, zaves, tekstila in pa blazin naredila tisti wow učinek, tako da se tega pohištva praktično zdaj niti ne opazi. Zdaj pa mogoče še eno čisto praktično vprašanje, morda za vse tiste, ki ravno v tem trenutku izbirajo barvo svojega stanovanja. Kako se lotiti tega pravzaprav? Kaj bi svetovali našim gledalcem? Veste kaj, prva stvar, ko stopiš v en prostor ali pa v stanovanje, je uzreš tla, okna in vrata. To je prva stvar, ki ti lahko da misliti, kako boš ti ubral pot naprej. Če so okna in vrata recimo v eni barvi, recimo v beli, in les v celem stanovanju ali parket ali vinil v tudi enotni barvi, potem imamo tukaj kar več možnosti, lahko se več poigramo in smo lahko bolj pogumni pri izbiri barv. Če pa imamo mi v prostoru vrata lesena, okna bela in 2 vrsti 3 talnih oblog, potem pa se res priporočam, da si izberete pastelne barve, svetle barve, take barve, ki se bojo nekako tudi usedle s temi barvami, ki so že, Odlično, zelo dober nasvet. Se pravi, pazimo na 3 elemente, talne obloge, okna, vrata in potem naprej. Pa še en nasvet, mogoče kot namig, ene vrste plonk listek in sicer doma, ko boste se lotili sami, če ne boste imeli pomoči, si pripravite kolaž. Na kos papirja zberite nekaj, en predmet, eno barvo, poslikajte, nalepite, ki vam je všeč. Prilepite par variant lesa, barvo sten, tekstil. In ko boste videli, da nekako se to zliva, da je zgodba narejena, se s tem kar v trgovino odpravite. In tako boste najlažje izbrali prave stvari, da boste naredili res tisto, kar si želite, morda brez napak. Naj vas ne zapelje kakšen kos, ki je čist izven konteksta, vam je pa zelo všeč. Ja, to je zna biti nevarnost, ne? Če ne bo sedel v tisto zgodbo, rajš odložite ta nakup, pa mogoče boste kaj drugega zbrali namesto tega. Mladost se ne ozira na posledice in v tem je njena moč. Zrelejša leta pa niso nujno ječa, so lahko balkon, z katerega se vidi dlje. Naj vas življenje pelje tako, da si boste čedalje bolj na jasnem tudi kje in kako bi radi živeli in naj vam nič ne vzame volje in poguma, da si te želje tudi uresničite. In če vam je popolnoma jasno glede svojega bivalnega sloga, potem nikar ne hodite na našo spletno stran www.tvambienti.si, kjer mrgoli dobrih idej glede opremljanja, gradnje in še česa. Hvala za vašo družbo in veliko pomladnega zagona do naslednjič. Nikar nas ne zamudite, kajti razkrili vam bomo prenovljeno stanovanje v pol tisočletja stari hiši v središču Ljubljane in sonaravno hišo, ki so jo zgradili dobesedno v objemu dreves.